Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Najprej bomo govorili o krompirju, ki ga je v 16. stoletju iz Južne Amerike prinesel Krištof Kolumb. Na našem območju se je razširil za časa Marije Terezije, ki je s krompirjem želela izboljšati prehrano svojih podanikov. Danes poznamo preko 3000 sort krompirja in kljub priljubljenosti krompirja v prehrani Evropejcev, podatki kažejo, da tako v Evropi kot v Sloveniji površine zasajene s krompirjem zmanjšujemo. Po podatkih Kmetijskega inštituta smo v Sloveniji površine zasajene s krompirjem od leta 1991 do leta 2013 zmanjšali na četrtino takratnih površin. S krompirjem smo leta 2013 zasadili nekaj manj kot 3300 hektarjev, kar je za 4% manj kot leto pred tem. Neugodne vremenske razmere v letu 2013 so vplivale na to, da je bil pridelek krompirja za okoli 19% nižji kot leta 2012, ko je znašal okoli 64 tisoč ton. Manjše količine pridelanega krompirja so sicer vplivale na dvig cen v zadnjem letu, nekoliko pa so se povečali stroški pridelave zaradi višjih stroškov strojnih storitev in sredstev za varstvo rastlin. Tudi na ravninskih predelih Gorenjske, kjer krompir že od nekdaj predstavlja tradicionalno poljščino, pridelava počasi, a vztrajno upada. Res je to, da smo v zadnjih 30 letih se je obseg pridelave zmanjšal. Če se jaz še spomnim svojih, otroških študijskih let, takrat je bila v bistvu kar vodilna poljščina na tem območju, kot zdaj le smo. Danes ga imamo pa nekje na okrog 700 hektarov, se ga prideluje. No in v teh, 30 ali pa 25-letnem obdobju se je tudi v sami pridelavi krompirja kar precej spremenilo. Namreč te kmetije, ki se danes še ukvarjajo s pridelavo krompirja, so morale pravzaprav tehnološko zelo dograditi svojo pridelavo, namreč spremenile so se tudi zahteve pri kupcih. Danes nimamo več klasičnih ozimnic, bolj ko ne se je treba ta krompir, ki je pač pridelan, vse bolj tudi, na sonaraven način, kajti kupec to zahteva, zdrav pridelek, mora biti tudi potem primerno dodelan, se pravi očiščen in pa spakiran, predvsem v te manjše embalaže, manjša pakiranja, ker tudi pravzaprav se lahko na krajši rok pač porabi, ker kmetije so se specializirale, obdržala se je pa tudi, če pravzaprav pridelava v manjšem obsegu, to so pa res bolj kot ne samo oskrbne pridelave za domače družine in pa seveda tudi za prijatelje. Kar se pa tiče sort, sam sortiment se je pa tudi, v tem obdobju 20 let kar precej spreminjal. Nam vsem znana sorta Ihor, ki je bila pravzaprav nekje okrog še 25 let nazaj na tem območju zelo prisotna, ali pa cvetnik, se je pravzaprav morala zaradi bolezni, ki so jo pač doletele, viroze, posloviti. No in v tistem obdobju, ko smo pač iskali nove sorte, primerne, primerljive tem starim sortam, ki so bili bolj solatni tipi krompirja, smo imeli kar veliko težav. Veliko sort smo pravzaprav preprobali ali pa preizkušali, na kar pravzaprav smo zdaj v tem obdobju iz belomesnatih sort, ki so bile takrat, vodilne, v veliki večini prestopili že na te bolj sorte z rumenim mesom, no in tudi potrošniki so se na to že kar privadili, Vsekakor so pa seveda tudi zanimive te naše domače sorte in nekako te zadnje sorte Kis-Sora, Kis-Mura, jih tudi pravzaprav v samo pridelavo uvajamo. Pridelovalci so s temi sortami kar zadovoljni in tudi potrošniki. Tako da jaz upam, da bomo zdaj v tem obdobju naslednjih let zopet lahko nekaj z domačimi sortami, ki so nekako, prilagojene ali pa, če rečem drugače, tudi bolj odporne na te bolezni, mogoče zanimive zopet za to pridelavo postale. Novakovi iz Prebačevega krompir pridelujejo na 6 do 7 hektarjih kmetijskih površin. Večino jih zasadijo z zgodnjimi sortami, saj njihove njive ležijo v glavnem na peščeni zemlji, kjer je v sušnih obdobjih pridelek bistveno manjši.
Na določenih površinah imamo z enim sosedom urejen namak, sploh pa ne na vseh. Tako da na enih ja, na enih smo pa tako kot ostali. Ste letos že morali kaj namakati? Ja, smo že. Zgoden krompir smo dvakrat namakali, ker je mu tudi, poleg tega, da je bo malo padavine, mu že 2 tedna zelo vročega vremena, ker mu sploh ne uhaja. Tako da, kljub temu, da ni bil žejen, da je mu vodo, ni lepo rasel, mu je bilo prevroče. Prvi je bil en tisti pozen mraz, ena slana, ki je ta zgoden krompir malo poškodovala. Ne čist nekaj pa. Pol bo pa tako, pomalo je bo suho, pa 2 zelo vroča tedna, kot sem že omenil. Kot sta zgodenemu krompirju že škodovala, pozenemu pa še ne. Za pozenega je pa odvisno, da če bo še dež, bo, če ne pa tudi bolj žalostno. Se zaradi tega pojavljajo mogoče letos tudi kakšne bolezni ali samo poškodbe gomoljev? Se mi zdi, da letos veliko bolj krompir, večje število nastavkov ima, pa več drobnega, takega, kot ne bo nikoli debel. Ker zgoden krompir ima zdaj krma ima in šiška ne bo nikoli debela. Zakaj je lih to naredil, ne vem. Tako da bo potem tudi količina nekoliko manjša? Količina ne bo posebno dobra, ja. Koliko pa je pridelek recimo pri vas tako v povprečni letini na hektar? No, za zgoden krompir, če imamo tam 22-24 ton, je kar v redu, prodanega krompirja, letos pa ne bo toliko. Bo pa, mislim, da bo po 20 ton. Kam pa krompir prodajate? Ja, prodajam slovenskim trgovcem, Mercatorju, Sparu, nekaj sam, nekaj prek zadruge, nekaj prek kakšnega, ki pakira, kdor vzame. V glavnem, ves se poje doma. Kako ste zadovoljni z odkupnimi cenami? Za odkupne cene zdaj nobeden kmeta ne vpraša, po čem bi ti dal krompir, ker ga nikoli ni, danes je svet majhen in krompir pripeljejo iz Maroka, iz Egipta. Pišejo mladi krompir, čeprav to ni mladi krompir. To je isto, kot če mi avgusta v Grenlandijo peljali naš dozor krompir. Tako da najbolj smo odvisni od tega, koliko potrošniki hočejo slovenske krompire. Če bojo kupci kupovali naš krompir, bo za nas dober. Bojo trgovci naročili naš krompir. Če ne, pa naročajo cenejši krompir. In cena je takšna, da pokrije vse stroške? Glede na lansko leto je cena letos precej slabša, lani je bila dobra, letos pa za kmeta ni dobra. Premajhna ima, glede na stroške pa na majhen pridelek, kakor ga bomo imeli. Kako delovno intenzivno je pridelovanje krompirja? Zmorete to z družinskimi člani ali najemate tudi kakšno delovno silo? Ne, delovne sile ne najemam tuje, z družinskimi člani pa s kakšnim sosedom se pomagam. Je pa tako, da danes je vse to že skoraj prepovedano, kakor slišimo po televiziji, da otroci ne smejo pomagati na kmetiji, da en stric ne sme pomagati na kmetiji, kar se meni zdi zelo neumno, ker pri tem delu so runde, rečemo mi. Danes tokla, pa 3 dni nič, pa spet en dan velik, pa en teden nič. In kje v 4 bil delavca, da v 3 dni sedu, en dan pa delal. To je edini družinski član v Kanadi. Vaši otroci so sodelovali pri tem delu? Ja, ker brez pomoči družine pa žene pa se to ne bi moglo. Ne bi moglo to proizvodno peljati, kakor jo peljemo. In tudi mi rečem, da jo zmeraj bomo tako, če nas enkrat ne bo več toliko. Zdajle imamo veliko roke, enkrat jih namo imeli. Kaj pa obdavčitve? Ja, s temi obdavčitvami so nas kmetje zelo razdelili. Eni so dali v ta, kar po enem ključu so se izmislili eno cifro enega dohodka. In nas je takih veliko teh kmetov, ki se glih preživljamo doma, eden ali da sta 2 zaposlena doma.
dalo obvezno knjigovodstvo kot dvostavno ali tako kot obrtnike. In s tem nam kar malo veselje do dela jemljajo. No. Ker zdaj bo tako, če si ti več delal, si recimo več imel. Zdaj pa, če boš več delal, boš več dal. Tako da med sabo se zgovarjamo, da zdaj toliko delali, da bo. No. Lik za našo ljubo državo tudi ne na 2 šihta delal. Ker če pa delamo 8 ur, pa ne bo nič davka na kmetije. Od 8 ur ne bo davka dobiva. Če pa dela 16 ur, pa morda. Štularjevi iz Strahinja obdelujejo okoli 40 hektarov kmetijskih površin. Od tega predstavlja največji delež pridelava krompirja. Pridelujejo ga skozi vso sezono, od najzgodnejših sort pa vse do poznih. Imamo sorto Adoro, kot najbolj zgodno, potem Marabel in tudi nekaj slovenskih sort, sorta Sora. Kako občutljiva poljščina je krompir za pridelavo? Krompir je kot delovno intenzivno poljščina bolj zahtevna, rab nekaj več nege kot okopovanje, špricanje in tako naprej. Kakšne količine krompirja pridelate? Količine so odvisne od leta do leta, koliko nam je narava naklonjena. Trenutno ga pridelamo cirka 1000 ton. Zmorete obdelovati te površine z družinskimi člani ali tudi najemate kaj delovne sile? Ne, večino dela 95% ali pa 99% obdelamo sami. Na nekaterih površinah smo že namakali, večino pa se tega ne moramo poslužiti, ker nimamo tam vira vode. Se pravi, namakanje bi bilo kar dobrodošlo na vseh površinah. Ja, točno tako, ja. Koliko recimo poveča proizvodnjo, pridelavo, če namakate, pa na površinah, kjer ne namakate, kakšna je razlika? Ja, razlika je cirka od 20%, 30%, v ekstremnih pogojih lahko še več. Letos imamo pravzaprav tudi kar precejšnja temperaturna nihanja, krajša obdobja z zelo visokimi temperaturami, potem se ohladi. Kako pa takšne vremenske spremembe vplivajo na krompir? Ja, krompir je bolj gorska rastlina, zato nima rad prav velikih temperatur visokih, tako da je, če so temperature nad 30 stopinj, v šoku. Tako da tiste dni ima krompir velike težave in so zato posledica manjši doprinosi. Pri nas na naši kmetiji ves krompir, ki ga poberemo, ga sortiramo, spakiramo in dostavimo do kupca. Pakiramo ga pa v 2-kilogramske vreče, 2,5, 5, 10. Zato ste verjetno morali priskrbeti tudi primerne stroje? Ja, na naši kmetiji smo večno v investicijah, tako da zmeraj stremimo k napredku. In je potem tako pakiran krompir lažje prodati? Ja, sigurno ga je lažje prodati, ampak... Je tudi cena zaradi tega kaj višja? Ja, nekaj dodane vrednosti je. Kako ste pa tako nasplošno zadovoljni z odkupnimi cenami? Ja, glejte, eno leto je malo boljše, eno leto je malo slabše. Ne vem, v povprečju pa nekako funkcioniramo. Predvsem pridelovalci, ki se ukvarjajo s pridelavo poznih sort krompirja, imajo zadnja leta veliko nižji pridelek zaradi pomanjkanja padavin v poletnih mesecih. Smo priča tem, bom rekla, tako imenovanim klimatskim spremembam in opažamo na tem območju, da se nam vsako leto skoraj da pojavlja suša in da brez namakanja v pridelavi krompirja v bodoče verjetno ne bo šlo.
Tudi letos je za nami že eno sušno obdobje, ki je pravzaprav, bom rekla, ustavilo rast. In seveda tam, kodar so tla zelo peščena, zelo plitva, je nekatere sorte so morale tudi kar prisilno dozoreti, zlasti te zgodnje sorte. Če bo namakanje, če bo voda, jaz mislim, da bo lahko kljub temu, da je da so poletnem času suše, dejansko bo pridelava krompirja lahko obstala. Se pa pojavlja velika težava s trunami, tudi pri tem škodljivcu, ki se nahaja v tleh in ki zelo vpliva na samo kvaliteto pridelka. Pravzaprav je veliko težav. Na eni strani ugotavljamo, da imamo oziroma da nimamo ustreznih pripravkov za zatiranje tega škodljivca in ugotavljamo tudi, da se populacije tega škodljivca močno povečujejo. Namreč, bom rekla, raziskovalne inštitucije, ki pač te zadeve spremljajo, ugotavljajo nekako, da se je razvojni krog strun oziroma tega hrošča pokalica skrajšuje in to je seveda tudi posledica tega segrevanja ozračja oziroma toplejših let v povprečju. Kaj pa bolezni? Ja, bolezni so prav tako vsako leto prisotne tudi in seveda pri krompirju je po mojem še vedno najbolj problematična oziroma kljub temu, da veliko vemo že o tem, krompirjeva plesen. Zdaj, če se krompirjeva plesen pojavi zgodaj, takrat, ko še krompir odrašča, je pravzaprav lahko škoda velika in se pravi skozi vso pridelovalno obdobje nekako moraš bedeti nad nasadom, ga pregledovati in pa seveda tudi uporabiti ustrezne pripravke. Res je pa to, da se v zadnjem času tudi ugotavljajo določene odpornosti že pri teh plesnih in da je biti pravzaprav potrebno pri izbiri pripravkov zelo previdena in mogoče tudi spremljati tisto, kar nam pove opazovalno-napovedovalna služba, ki pač tudi spremlja in pa preiskuje te populacije. Pomembno vlogo pri varni in gospodarni uporabi sredstev za varstvo rastlin ima svetovalno-napovedovalna služba Kmetijskega inštituta Slovenije, ki deluje v 5 regionalnih centrih po Sloveniji. Vloga opazovalno-napovedovalne službe je pač ta, da spremlja najpomembnejše gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce na sadnem drevju, vinski trti, tudi na poljščinah in letošnjem letu tudi na vrtninah. In pač v svojih obvestilih obvešča pridelovalce, kaj se pojavlja, katere nevarnosti so, s čim lahko pač obvarujejo svoje rastline, bodisi s fitofarmacevtskimi sredstvi ali pa tudi svetujemo ukrepe, nekemične, kjer obstajajo, kjer je možno. Konkretno tlele na Gorenjskem pač tudi sodelujemo s svetovalno službo in imamo pač določena opazovalna mesta, kjer pač v rednih terminih spremljamo tako razvoj rastlin, kot tudi pojave bolezni in škodljivcev. Tako je tudi s krompirjem in krompirjevo plesnijo, ki je najpomembnejša bolezen na krompirju, lahko naredi največ škode in jo tudi kmetje tudi redno zatirajo. V letošnjem letu se je pojavila tam nekje v koncu maja in najprej v tistih nasadih, ki so bili pod prekrivko spomladi, tam so razmere najbolj ugodne, da se najprej pojavi. Obvestila pošiljamo na portal Fitoinfo med drugimi in tam si pač lahko pridelovalci preberejo, kakšno je stanje bolezni in s čim jih lahko in v katerem obdobju s čim zatirajo. Kljub cenovnim nihanjem in klimatskim spremembam, ki dodatno vplivajo na zmanjševanje in upadanje pridelave krompirja, gorenjski pridelovalci vztrajajo. Višajo raven znanja, uporabljajo naravi bolj prijazne tehnologije ter se prilagajajo vedno ostrejšim zahtevam trga. Vse to so po mnenju poznavalcev dobri kazalci, ki bodo gotovo pripomogli k ohranitvi te poljščine na tem območju. Tradicionalni dan pšenice v Pomurju so letos pripravili na poljih Biotehniške šole v Rakičanu. Pridelovalci žit in strokovnjaki so ob ogledu različnih sort žit prisluhnili strokovnemu predavanju o škodljivcih in boleznih žit. Prisotne pa smo povprašali tudi o tem, kakšno letino pričakujejo.
Na poskusnih poljih posestva Biotehniške šole Rakičan raziskovalci ugotavljajo razlike v kakovosti posameznih sort žit, površine so namenjene tudi preizkušanju oziroma uvajanju novih sort za domačo pridelavo. Biotehnična šola Rakičan ima posejane 99 sort pšenice, tritikala, ječmena, ozimnega ovsa in pire pšenice. Namen tega dneva žitja, da vsem obiskovalcem, to so pa v glavnem kmetje in strokovnjaki iz kmetijske branže, da jim predstavimo nove sorte, kako se sorte na našem območju obnašajo. Če lahko povemo, da je danes aktualna suša, kako prenašajo sušo, katere sorte dejansko sejati v takšnih razmerah, posebno na naši plitvi tele. Potem smo mi pripravili tudi število klasov na kvadratni meter, izmerili smo višine, prešteli število klaskov v klaso. S tem hočemo pomagati vsem obiskovalcem tega dneva žit z nekimi nasveti. Zraven so pripravljena prazna mesta, da si sami lahko zapišejo neka opažanja glede nizka, visoka, polegla. Kakšna bo kakovost? Torej, kakovost pšenice, to je pojem, ker ga zdaj težko povemo, ker je odvisen od vremena. Se pravi, če bo večkrat deževalo v toku vegetacije do žetve, obstajajo možnosti, da bo slaba kvaliteta, drugače pa na prvi pogled je vsekakor pričakujemo dobro kakovost, kakor tudi dober pridelek, če ne bo ta suša trajala kar dalj časa. Na poskusi pa me najbolj zanima oves, ker imamo konje in sicer ozimni oves. Presenečen sem, da je tako pozno prišel na naše področje. Mi smo samo kak jare oves običajno poznali. Daje pa dejansko lepe pridelke, pa istočasno imaš v jeseni tudi ozelenitev, tako da nimaš s tem problemov. Dobro, imate morda tudi kaj pšenice? Pšenice imamo tam okrog 4 hektare običajno, ja. Kaj pričakujete letos, glede na to, da z dogovori v žitni verigi zelo slabo kaže? Ja, zdaj jaz upam, da nas ne bo ta vročinski krč zgrabil, da bo to prisilno zazorilo. Drugače pa nekaj so bolezni bile bolj prisotne kot prejšnja leta, drugače pa mislim, da bo povprečna letina. Kaj pričakujete od letošnje letine? Kaže fajn, mi se lepo kaže zdaj, odvisno kako bodo te vročinski val, kako bo to pšenica prenesla. Kam pa nameravate odprodati? Ste vezani z zadrugo ali s kakšno drugo pogodbo? Ne, imam doma prašiče sicer, prašičarejsko proizvodnjo, večji del skoraj porabim doma za krmo, ostalo pa prodam. Letošnje leto, če smo napravili vse takšne agrotehnične ukrepe, kak zahteva šola, pričakujem dobra. Kam boste prodali svojo pšenico? Mi prodajamo v Mlinopekov. Ste zadovoljni z odkupno ceno? Do sedaj smo bili sicer zadovoljni. Mokra jesen, premila zima in visoke pomladne temperature so prav tako pripomogle k porastu nekaterih značilnih bolezni žit. Med njimi še posebej izstopa rumena rja. Saj na razrast te bolezni ugodno vplivajo nenadna temperaturna nihanja. Žuta rđa je poznata je bolest i naravno javljala se više u zemljama severne Evrope i tamo je bila stalno prisutna. Međutim, od 2001. godine kada su objavljeni prvi rezultati da se u Sjedinjenim Američkim Državama pojavila nove rase žute rđe koja je mnogo agresivnija, već tada su postojale naznake ukoliko taj parazit se pojavi u Evropi da ćemo imati problem sa njim, zato što te neke običajne temperature na kojima se on razvijao su sada potpuno promenjene, taj neki opseg tih nekih temperatura. Tako da su oni jednostavno dali da se on razvija od 14 do 28 stepeni i da se čak
na temperaturama preko 25 ne prestaje njegov razvoj, nego i dalje se umnožava. Zatim, te nove rase su dosta agresivne i imaju mnogo veću produkciju tog infekcionog, da kažem tako, materijala. Šire se na velike razdaljine, pošto se pretpostavlja da te rase potiču recimo iz dela Azije koje su došle u Evropu. Kako je mogoče preprečiti širjenje tega parazita, tako kot ste ga imenovali? Kaj je potrebno storiti? Potrebno je pre svega da poljoprivredne stručne službe, ja mislim da one u Sloveniji dobro rade svoj posao, da prate ovog parazita i naravno da signaliziraju poljoprivrednim proizvođačima da tretiraju, a na njima je da li će tretirati ili neće. Ali kod tog tretiranja treba odabrati odgovarajuće aktivne materije, ali nije dovoljno samo da tretiraju pa onda znači i utroše sredstvo i zagađuju životnu sredinu. Prema tome mora se slušati reč stručnjaka i naravno poštovati sve ono što postoji kod upotrebe fungicida, znači i mere zaštite i pravilno primjene. Kateri so tisti opozorilni znaki, da gre za razvoj te bolezni? Ja sam i rekao ovde na predavanju da mnogi prave greške zato što u fazi razrašćanja, mi kažemo bokorenja, naravno simptomi koji se javljaju na tim listovima nisu karakteristični zato što su oni više liče na prouzrokovače, da kažemo, klasične ove lisne riđe. Međutim, u kasnijim fazama su ti simptomi veoma jasni. Pre svega se radi o simptomima koji se javljaju paralelno sa neraturom lista u obliku određenih crta ili kasnije znači pruga u okviru koga se razvijaju spore, odnosno Uredosaurus, a kasnije u njima i spore ovog parazita i on se na takav način širi. Najpogostejša bolezen žit je fuzarioza. Prizadene pšenico in ječmen. Fuzarijske glive lahko povzročijo propad rastlin že v času zgodnje rasti, lomljene bilk in poleganje. Pri napadu na klasje pa so zrna zakrnela. Težave pridelovalcem povzroča tudi črna žitna noga, prav tako gliva, ki se, kot nakazuje že njeno ime, kaže kot temne pege v pritlehnih delih rastline. Okužena pšenica zaostaja v rasti, ima porumenele liste in slabo razvija klasje. Ob močnejšem napadu bolezni rastlina propade. Pridelovalci za letošnje leto napovedujejo nekoliko slabšo kakovost, vendar količinsko več pšenice kot lani. Ugotovili smo, da je Kisov izračun in pa izračun Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota pokazal, da je lastna cena pridelave pšenice v letu 2014 186 evrov. Da bi to nekako bilo izhodišče, smo potem oblikovali na podlagi neke lestvice izpred 4-5 let, ko smo osnovali to žitno verigo in smo rekli, da naj bo nagrada za tistega, ki bo bolj uspešen in več vložil za A razred 206 evrov in pa za tistega, ki je zanemaral ali pa mu ni uspelo v letošnjem letu maksimalno vložiti v pšenico, da za svoj C razred dobi 170 evrov. Zdaj je razvidno, da smo izpustili pa en razred, mi predlagamo, zato ker so nas kupci obvestili, da jih več ne bo zanimalo C razred pšenice, to je beljakovine izpod 11,5 in pa letos najavljajo, da jih tudi ne zanima pšenica izpod 12,5 vrednost beljakovine in pa potem v razmerju ostale elementov, smo se odločili, da slovenski prodajalci prodajamo pšenico v enem kakovostnem razredu B in sicer v razponu od 11,5 do 14 beljakovin in to naj bo enotna cena, zato smo dali 186 evrov v ponudbo. Koliko ton pšenice je bilo lani pridelane v Sloveniji? Gledajte, težko je najti podatek, po statističnem izračunu je bilo odkupljeno v Sloveniji 86 tisoč ton pšenice. Od tega je 58 tisoč ton končalo v slovenskih mlinih. Ostalo je šlo v slovenske mešalnice. Vse drugo je bilo mimo vsega ali pokrmljeno ali pa odprodano tujim kupcem. Računa se, če smo imeli lansko leto 34 tisoč hektarjev krat 4,5 ton, da je to krepki 130 tisoč ton bilo pojene. Letos je približno 140 tisoč hektarjev zasajenih žit, nekaj malo manj
in da bo to najmanj 140 tisoč ton pšenice, zato ker bo letošnji pridelek dosti večji, kot je pa bil lansko letne. Vendar lansko letni je bil malo nižji, je pa bil kakovostno zelo močen, ker smo imeli več kot 80% A razreda pšenice. Letos sigurno temu ne bo tako in bomo letos želeli slovenski kmetje manj kot 50% A kvalitete, B-ja nekaj malega, se pravi nekaj dosti, bo pa potem tega B-ja 2 oziroma C-ja, kar bo pa višek. In ta višek bojo kmetke mogli poiskati, to smo jim tudi povedali, trgovce, ki kupujejo manj vredno pšenico, vendar še zmeraj pošteno plačajo za njo. Združeni narodi so leto 2014 razglasili za leto družinskih kmetij. Družinske kmetije so imele od nekdaj izredno pomembno vlogo pri pridelavi hrane in ohranjanju okolja. Predstavljale pa so tudi temelj napredka na podeželju. O vlogi družinskih kmetij v prihodnje so na okrogli mizi spregovorili tudi mladi iz Društva podeželske mladine Spodnje Podravje. V kraju Drstelja med Jestrnikom in Ptujem leži kmetija Zupanič. Delo na kmetiji opravljata 2 generaciji. Gospodariti pa je pred 6 leti začel sin Ivan, takrat star komaj 19 let. Glede na to, da sem še hodil v šolo, seveda sem imel podporo staršev na eni strani, na drugi strani tudi podporo punce, ki mi je pomagala postala ob strani. Starša sta se pravi še od začetka vodila vse, oziroma mi pri molži pa pri krmljenju seveda pomagala, ko še je bila šola. Po šoli pa sem to delo v večini prevzel jaz, vodenje kmetije in organizacijo pa dela pa praktično vse. Še vedno pa so starši nepogrešljiv člen kmetije. Mama Katarina velja za domačega veterinarskega tehnika. Znanje in izkušnje prenaša na mlajšo generacijo. Oče Janez pa upravlja strojna dela in skrbi za mlado govedo. Samostojno sta gospodarila več kot 3 desetletja. 82. leta sva ženo prevzela kmetijo, prej smo bila v tujine, pač pa jaz sem prišel sem ne iz kmetije, smo imeli hišo pa vrt. Začetek je bil težki, pa me tast pol naučil vse stvari delati. In smo kmetovali cirka 30 let dobrih ženo. Tu smo imela hleb, ko je tast adaptiral ga 75. leta. To je bila prva kmetija na prostoreju v Jugoslaviji še te. Pol pa smo še mi žene opet adaptirala, malo povečala. Tako da smo imeli približno 20 molznic, pa teličke. Bikete pa smo mogli prodati, ker ni bilo prostora. Kasneje so zgradili nov hlev za krave moznice in starši so se odločili kmetijo predati sinu. Jaz sem še toliko star, pa žena se je odločila, dok še ima veselje, da da bo vso službo boljše čim prej dati, ker delamo tako vsi enako, razen on to vodi vse, celo kmetijo, papire pa vse. Da je bila odločitev prava, potrjujejo vsi člani družine. Tudi Daniela, ki je po poklicu kmetijsko-podjetniški tehnik, vendar podobno kot njen tast, ni odraščala na kmetiji. Na začetku seveda mi je še bilo vse novo, veliko stvari nisem znala, fant mi je, mislim, največ pomagal, pokazal način dela, zdaj mi ni dobeno delo tu, za vsako delo pridem tudi za strojno delo, dosti veliko krat. Ampak z leti pa sem si več izkušenj pridobila, nekaj me je tašča pa tasta naučila, ampak vsak dan je nekaj novega, ki se učimo. Mlada gospodarja sta posodobila kmetijo z mehanizacijo in opremila hlev z robotom za molžo. Mlečno se je povečala, nek del je k temu povečanju prinesla seveda krmilno-mešalna prikolica, drugi del pa jaz pripisujem robote, saj krave ne nosijo takega bremena kot prej, ko so se 2-krat na dan molzle, so bile bolj obremenjene. Tistokrat sem jaz dosegel 7,5 tisoč do 8 tisoč litrov mleka po kravi. Zdaj se je to malo obrnilo, boljša silaža, boljšo stroja me vse obdelaš in zdaj že sin pa še robota potem nabavil, tako da
zdaj je dosegel 9,5 po kravi, tako da so to v teh letih velike razlike. Vas ta uspeh veseli? Seveda me veseli, zato ker tudi pomagamo žene, da gre kmetija naprej. Boste delovno aktivni še dalj časa? Dokler lahko. Kmetija Zupanič je zgled uspešnega medgeneracijskega sodelovanja. Številne prednosti takega načina kmetovanja potrjujejo tudi strokovnjaki, ki proučujejo družinske kmetije. Tisto, kar je tudi izjemno dobro, je sodelovanje med družinskimi člani, med mlajšo in starejšo generacijo. Se pravi, ne samo, da se poslušajo, ampak da se tudi slišijo. Prav gotovo je tudi zelo pozitivno, če lahko pogledamo, glede na pretekla desetletja, da se dviguje tudi izobrazba. Pa ni izobrazba vselej pogoj, je pa velikokrat samo izobraževanje tisto, ki daje pogum, da se na kmetijah dogajajo določene spremembe glede investicijskih politik in tako naprej. So pa seveda tudi omejitve. Prav gotovo so omejitve, bom rekla, na eni strani na zakonodajni ravni, so omejitve, ki jih kmetovalci in kmetovalke tudi ne morejo na njih recimo vplivati, to so, bom rekla, reforme skupne kmetijske politike evropske, posledično tudi slovenske. Morda bi kazalo, kot me je teren izučil, veliko več komunikacije med raznimi akterji, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Se pravi, veliko več poslušanja in slišanja med svetovalci in kmetovalci, med oblikovalci kmetijske politike in kmetovalci in ne nazadnje med samimi kmetovalci in kmetovalkami. Tega povezovanja bi morda bilo potrebno še več. To tudi oni sami samokritično poudarjajo, da je mogoče na tem področju premalo narejenega, mogoče zaradi, kaj pa vem, nečesa, kar še sami dobro ne znajo definirati in tudi mi kot raziskovalci še ne vemo. To zdaj raziskujemo. Kako jih povezati, kako jih med seboj združevati, da si bodo pomagali, da ne bo delal vsak po svoje, da se ne bodo, bom rekla, v negativnem smislu konkurenčni, ampak v pozitivnem smislu, se pravi, da profitira vedno več ljudi, ne samo eden. Kmete velikokrat ovira tudi zakonodaja, zlasti na davčnem in socialnem področju. Ena ključnih težav pri razvoju družinskih kmetij pa je pomanjkanje obdelovalne zemlje. Mi smo naredili eno analizo podatkov in smo prišli do podatka, da bi rabili vsaj za 150 kmetij, ki so sedaj nekje, bi rekli, mladi, stari tu nekje 20 do 30 let in imajo nekje med 15 do 20 hektarjev, ki pa vsi vemo, da je to premali obseg proizvodnje, če hočejo ostati na kmetiji in se srečujejo z težavo ali ostati na kmetiji ali iti v službo. In to se mi zdi, da je pomembno, da bi država sedaj v tem novem programskem obdobju upoštevala in nekako našli skupaj interes, da bi poiskali ta zemljišča na strani sklada kmetijskih zemljišč in zagotovili razvoj tem kmetijam, ker v nasprotnem primeru se bojimo, da do te kmetije opustle proizvodnjo in nekako dejansko ostala te površine neobdelane. Na drugi strani pa se pojavlja ta moment, da pa že imamo kmetije, ki so preveč razvite, se pravi, bi mogli priti do enega skupnega dogovora, naprimer, ali je to 100 hektarjev, se pravi, če želimo 100 hektarske kmetije zastaviti in dejansko pomagati tem kmetijam, ki so sedaj srednjega razreda. V sosednji Avstriji ima družinska kmetija med oblikami kmetovanja vodilno mesto. Tretjina vseh družinskih kmetij si zagotavlja dohodek zgolj iz kmetijstva, 2/3 pa tudi iz drugih dejavnosti. Starostna struktura na kmetijah je relativno ugodna v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. Imamo več kot polovico posestnikov kmetij, ki so pod starostjo 45 let. Tudi izobrazba kmetov je relativno ugodna, ker imamo pri nas zelo razvejano kmetijsko šolstvo, saj do te strokovne izobrazbe, kar se tiče praktičnega dela na kmetijah. Kaj pa socialna varnost starejših? Pri nas so socialno zavarovanje za kmete so že uvedli v 60 letih in se je do danes kar dobro razvilo, tako da tisti kmete, ki zdaj hodijo grejo v penzijo,
so vsa leta plačevali tudi prispevke v socialno zavarovanje in imajo k temu tudi primerne penzije. Sicer so nižje, kot pa ga ima ostalo prebivalstvo, ampak lahko od tega le tudi dostojno živijo. Pri nas sta ukrepa skupne kmetijske politike, zgodnje upokojevanje in pomoč mladim prevzemnikom kmetij, pospešila prenos lastništva na mlade gospodarje. Po novem pa je ukrep zgodnjega upokojevanja ukinjen. Mislim, da je to zelo slabo. S tem, ko se je to ukinilo, je marsikdo od staršev se začudil oziroma ni več videl svoje osebne varnosti, kako bi on zagotovil sebi preživetje, ko enkrat preda kmetijo. Za mladega pa je to tudi problem, ker mladi, ko so zelo aktivni, imajo ogromno idej, bi radi razvijali kmetijo, nimajo te možnosti, ker pač starši ne predajo načeloma vseh pooblastil svojim otrokom. Vemo, da vsaka kmetija, ko ima delovno mesto na tej kmetiji, ko ljudje delajo profesionalno, mora biti tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Se pravi, da bo ta sistem polno deloval do te mere, da bodo te ljudje imeli socialno varnost. Tudi ljudje, ki delajo na tej kmetiji, da bodo pač imeli to socialno varnost, se pravi, zakonodaja mora v tej smeri iti. Urejen socialni položaj pomeni tudi urejene družinske odnose. Tudi to lahko odloča med nadaljevanjem ali opuščanjem kmetovanja. Družinska kmetija ima vse lastnosti družinskega podjetja in tega se dobro zavedajo tudi Zupaničevi. Drage gledalke in gledalci, to je bila oddaja Ljudje in zemlja iz mariborskega uredništva. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnje nedelje.